Dedek Mraz seveda ni zgrešil niti stanice v Usluševcih. Da se ji ni izognil, so pripomogli člani Društva za ohranjanje dediščine Prleški železničar, ki so v sodelovanju s športnim društvom Stanica organizirali prihod dedka Mraza, ki se je v Usluševce pripeljal kar lepo z vlakom. Če ni snega, si pač dedek Mraz izbere druga prevozna sredstva. V glavnem, malo za šalo, malo za res je prihod dedka Mraza na stanico v Usluševcih bil prijeten in predvsem zelo domiseln dogodek. Na postaji ga je pričakalo približno 60 otrok, majhnih in velikih, še skoraj z dvakrat toliko spremljevalci in ostalimi obiskovalci. In vsi so nestrpno čakali na vlak, ki bo pripeljal dedka Mraza. In končno je pripeljal vlak, s katerega je izstopil dedek Mraz v spremstvu palčkov, snežink in vil. Koliko se jih je zbralo. Ja, pozdravljeni moji prijatelji, pozdravljeni. A ste me težko čakali? Ja, verjamem, vendar se vam moram pritožiti, da sem imel zelo težko pot, pa ne skozi. Zdaj sem bil pravi gospod, ker sem se z vlakom pripeljal. Kako je bilo luštno. Ampak prej, ko sem moral peš do vlaka, pa verjetno veste, jaz prebivam to daleč na severu, kjer je celo leto led in mraz. Zato pa imam tudi tako spremstvo. Vendar, poglejte, ta tetka Zima je zelo poredna ženska. Samo 2 snežinki mi je dala samo, da sem jih pripeljal, pa sem jo tako lepo prosil. Naj otroci ste ga po celi lepi naši domovini, da se bodo moji mali prijatelji lahko sankali pa slušajo. Pa me ni hotela ubogati. Kaj, vi kaj ubogate? Ja! Kaj pravite? Ja! Ja, tako je prav, vse tudi morate. Ja, pa moram vam povedati, kako sem jaz sploh prišel sem. Dobil sem pismo iz Društva za ohranjene tradicije na Stanici in napisali so mi: dedek Mraz, mi bi te lepo prosili, če bi prišel obiskat naše male prijatelje. Potem sem študiral, kje pa je to? Hvala Bogu, da tudi jaz imam tam na severu Google. In sem noter vpisal na Stanici in mi je pokazalo, da je to v Usluševci. Potem pa hajt na Soni z mojimi jeleni in glej ga zlomka, naenkrat več ni bilo snega. Pa sem se vprašal: dedek Mraz, kaj boš pa zdaj naredil? Ja, hvala Bogu, in potem smo s svojim spremstvom nagledali železniško postajo in smo šli vprašat, ali pelje kakšen vlak do Usluševec. Ja, dejali so nam, da pelje, smo stopili v njega in zdaj smo tu. Seboj je prinesel zvrhan koš daril, s katerim je obdaril vse zbrane otroke, vsem pa tudi vsakomur posebej pa je namenil kakšno lepo besedo. Teh seveda dedku Mrazu nikoli ne zmanjka. Kot pač ob novem letu ne zmanjka dobrih želja niti vzpodbud, najmanj pa upanja, da se nam vsaj kakšna izmed mnogih želja izpolni. Najpogumnejši so se lahko z dedkom Mrazom tudi fotografirali. Slika z dedkom Mrazom je seveda lahko lep spomin za vedno. Sicer pa so si zbrani ob tej priložnosti lahko ogledali obnovljen muzejski potniški vagon iz zbirke Železniškega muzeja slovenskih železnic, ki ga je v obnovo in upravljanje prevzelo Društvo Prleški železničar. Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar, katerega namen je ohranjanje železničarske dediščine v Prlekiji in širše, uradno obstaja slabi 2 leti, vendar se s svojim delovanjem intenzivno vključuje na vseh področjih prleškega življenja. Glede na zavzetost članov in predvsem vodstva,
se torej tudi v tem letu obeta še veliko zanimivih dogodkov.